Nov sum izkoriščanja delavcev, skupina delavcev iz Indije in Nepala, ki je delala na kmetiji Bobnar na Spodnjem Brniku, naj bi bivala v katastrofalnih razmerah, kar nad zalogo goriva v podjetju. Na mesec naj bi delali tudi po 300 ur in zato prejeli le 790 evrov plačila. Po pomoč so se obrnili celo na predsednico republike Natašo Pirc Musar, ki je takšne delovne razmere označila za nedopustne. In kako so ukrepali inšpektorji za delo? Mansa Turk. Naše delo se začne ob 6. uri in konča enkrat med 19. in 22. uro. Če zamujamo le 1 minuto, kriči in nam grozi, da nam bo znižal plačilo. To je del 2 pisem, o katerih je prvi poročal Tednik in s katerima je skupina delavcev iz Indije in Nepala predsednico države Natašo Pirc Musar obupano rotila za pomoč. Na kmetiji na Spodnjem Brniku, kjer so delali, so se namreč po njihovih pričanjih dogajale hude kršitve. Za tudi po 300 ur dela naj bi prejeli le 790 evrov plačila. Ne dovoli nam piti vode, ves čas kriči, da nas bo poslal nazaj v Indijo in to potem, ko smo oddelali 14 ur. Ker pismi po besedah urada predsednice med drugim izpostavljata neprimerne bivanjske pogoje, kršenje delovnopravne zakonodaje, pravic in človekovega dostojanstva, so primer predali pristojnim. Bilo v tej prijavi tudi sumi različnih kaznivih dejanj, kršitve temeljnih pravic delavcev, trgovina z ljudmi. Razmere so bile kaotične, zelo, kar se tiče tudi čistoče, kar se tiče tudi nastanitve. V 4 sobah naj bi bilo namreč kar 26 postelj, na katerih so spali delavci. Za odziv na hude očitke smo prosili tudi lastnika kmetije, a je našo prošnjo za izjavo zavrnil. Medtem kritike letijo tudi na delo inšpektorata. Če bi delovni inšpektorat samo prekontroliral njihove izplačilne liste in ure, ki jih dejansko upravljajo, bi videli, da tu manjka denar. Zavod je prav z ustanovitvijo te specializirane enote na inšpektoratu pričakoval, da bojo predvsem taki postopki, ki so, rečemo, resnično hude kršitve, malo hitreje in bolj učinkovito ukrepali. Ta isti delodajalec je namreč na zavod že vložil nove vloge za dovoljenje za delo tujcev, ki pa, ker postopki na inšpektoratu še tečejo, zdaj čakajo. Delodajalci pa v takih primerih velikokrat na zavod urgirajo, zakaj zavod zavlačuje s postopki, če nima nekih formalnih razlogov. Inšpektori na drugi strani vse očitke zavračajo. Pravijo, da je nadzor potrdil številne kršitve s področja delovnih razmerij, varnosti in zdravja pri delu, zaradi suma storitve kaznivega dejanja kršitve temeljnih delavskih pravic pa so vložili tudi kazensko ovadbo. Predkazenski postopek še ni končan. Na inšpektoratu poudarjajo, da so številne kršitve odkrili tudi v 2 drugih podjetjih istega kmeta. Zaradi njihove akcije pa da si je več kot polovica tujih delavcev že poiskala novo zaposlitev.